Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni pri spremljanju sredinih dogodkov dneva. Posoja knjižničnega gradiva v celjski knjižnici možna tudi s pomočjo paketnika. Čelu Rotary kluba Celje Franjo Rozman nasledil Barbaro Gorski. Rokometaši Gorenja bodo Ligo Evropa začeli v skupinskem delu. Julien Lamy že 6. okrepitev nogometnega kluba Celje. Osrednja knjižnica Celje je uvedla nov način izposoje knjižničnega gradiva. Pred vhod so namreč postavili paketnik. Tako bodo njihovi člani gradivo, ki ga bodo rezervirali preko spleta ali aplikacije, lahko prevzeli kadarkoli, ne glede na odpiralni čas knjižnice. To je paketnik, v katerem bo odslej brez obiska notranjosti knjižnice mogoče prevzeti knjižnično gradivo. Postavljen je ob vhodu v knjižnico, njegova uporaba pa je za člane knjižnice brezplačna. Obiskovalci oziroma uporabniki pogosto ne morejo v delovnem času prevzeti tega rezerviranega gradiva in sedaj jim ta paketnik omogoča, da lahko pridejo kadarkoli želijo po svojo gradivo. Uporabniki imajo 3 dni časa, da prevzamejo gradivo. To se šteje tudi čas, ko knjižnica ni odprta, potem pa, ko prevzame gradivo, se avtomatsko zadolži na njegovo člansko izkaznico. Novo rešitev, ki zdaj omogoča prevzem knjižničnega gradiva 24 ur na dan, so nekaj časa testirali, zdaj pa je že v redni uporabi. Testiranje je potekalo malo dlje časa, kot smo si na začetku načrtovali, ampak smo želeli, da ta stvar deluje tako, kot more. Odzivi pa so zaenkrat res odlični. Trenutno je 3. dan uporabe paketnika, odziv je zaenkrat res odličen, nad pričakovanji. Zaposleni so navdušeni, uporabniki so navdušeni in upamo, da bo potekalo to še naprej tako dobro. Kot pravijo v knjižnici, je uporaba paketnika precej enostavna. Potrebujete le telefon. Rezervira se gradivo preko Cobisa, spletna ali mobilna verzija. Pomembno pa je, da ima uporabnik svojo mobilno številko vnešeno v sam Cobis. Nujno je, da se potem označi, da bi gradivo prevzel preko paketnika. Ko je gradivo pripravljeno, dobi uporabnik SMS obvestilo, da lahko prevzame gradivo. Uporabnik potrebuje pametni telefon, da lahko odpre svoj paket. Odpre ga lahko preko spletne povezave ali pa preko aplikacije Direct4Me. Vsa navodila za uporabo paketnika so na samem paketniku. Tudi ko uporabnik odpre aplikacijo oziroma spletno stran, ga ta vodi preko prikazov do same uporabe. Paketnik je torej dopolnitev knjižnične ponudbe, katere bodo veseli zlasti tisti, ki knjižnice ne morejo obiskati v času, ko je ta odprta. Iz knjižnice opozarjajo še, da paketnik ni namenjen vračilu gradiva, saj tega lahko še vedno oddate preko že uveljavljenega knjigomata, ki je prav tako na voljo 24 ur na dan. Franjo Rozman bo v novem rotarijskem letu vodil Rotary klub Celje. Na vodilnem položaju je zamenjal Barbaro Gorski, ki je klub vodila v zadnjem letu dni. Celjski klub vstopa v že 27. leto neprekinjenega delovanja. Vsako leto 1. julija se v Rotary klubu Celje zamenja vodstvo. Dosedanjo predsednico Barbaro Gorski je na tem mestu v novem rotarijskem letu zamenjal Franjo Rozman. S tem je klub vstopil že v 27. leto neprekinjenega in uspešnega delovanja. Ja, v prejšnjem letu smo kar veliko humanitarnih akcij naredili. Mogoče bi izpostavila prvo akcijo v mesecu septembru, ki smo imeli skupaj z medijskim partnerom Novi tednik in Radio Celje ter City centrom Šola Činkarije, kjer smo, zbrana sredstva namenili osnovnošolskim ravnateljem oziroma šolskim skladom, ki so jih namenili za šole v naravi. Mogoče bi izpostavila tudi tradicionalno 10. združeno tržnico, kjer se zberemo različni klubi, od Rotary klubov, Lions klubov in pa različnih društev, kot enostavno pomagam, kjer zbiramo sredstva in smo lansko leto zbrali več kot 1400 evrov, ki smo jih namenili društvu Mali hiši v Pilštanju za ogrevanje. Izpostavila bi, nekako mandatni projekt, ki je bila nova kuhinja v varni hiši v Celju.
bom rekla, vrednost te donacije bila čez 10.000 evrov. Ta sredstva smo zbirali 3 leta, bom rekla, skupaj z tudi našim pobratenimi klubi iz Velesa in pa iz Bidenkopfa. In pa seveda, bom rekla, akciji se pridružilo tudi podjetje Hisenc z Gorenja, ki je doniralo aparate. To se pravi, celotna vrednost te donacije je bila čez 10.000 evrov. Izpostavila je še aprilski lutkovni dobrodelni dogodek in pa to, da je bil njihov častni član Edi Stepišnik imenovan za častnega meščana Celja, svojo nagrado pa je v celoti doniral klubu, ki je donacijo podaril nadarjeni dijakinji Prve gimnazije Celje. Kakšni pa so načrti novega predsednika? Kot je v rotarijstvu to že znano načelo, kolo, ki se vrti, nadaljujemo zgodbo, ki jo je začel prejšnji predsednik, pa vendar se povezujemo tudi kot mednarodna organizacija, kar pomeni, da nadaljujemo z neko idejo, ki jo je zastavil tudi predsednik Rotary International, gospod Robert McNally, ki pravi, dajmo upanje svetu. Se pravi, svet, v katerem živimo, mogoče ni najbolj prijazen do vseh ljudi in tudi moje želja, upanje, načelo, upanje v pravem smislu besede, je dati upanje soljudem, v katerem živimo, v katerem bivamo, v katerem delamo. Kaj pa konkretni projekti? Eden izmed naših tradicionalnih projektov Rdeča nit je sigurno sodelovanje s Sončkom, ki ga letos spet postavljamo na en višji nivo. Potem je tukaj sodelovanje pomoč brezdomcem, ki jih obiskujemo vsako leto oziroma 2-krat letno. Kot nove stvari bi izpostavil morda obiske starejšim kot najbolj ranljivi skupini ta trenutek. Tudi tle se pojavljajo še neke nove ideje, mogoče prehitro v njih govoriti. In pa naša tradicionalna rotarijska oziroma dobrodelna tržnica, kjer združujemo vse ljudi dobre volje, vse organizacije, Rotary, Lionse, enostavno pomagam, društva, skratka, ki so pripravljena in zavezana pomagati okolici. Rotary klub Celje sicer združuje 21 aktivnih članov in pa 6 častnih. Kot je še povedal predsednik, se sestajajo enkrat tedensko, tudi med počitnicami. Pri vsem tem pa je najbolj pomembno prav to, da jih ljudje vidijo kot poštene in verodostojne ter vredne zaupanja. Rokometaši Gorenja iz Velenja bodo v prihodnji sezoni svojo evropsko pot začeli v skupinskem delu Lige Evropa, kamor je neposredno uvrščenih 27 moštev. Za preostalih 5 mest se bo 10 klubov pomerilo v kvalifikacijah, Velenčani pa bodo imena svojih tekmecev izvedeli na žrebu, ki bo 21. julija na Dunaju. Vsekakor je to lep dosežek, zato smo se tudi lansko leto v zaključku ligaškega tekmovanja tudi borili za to drugo mesto. Liga Evropa je drugo najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje, v katerem bo tudi letos nastopilo nekaj zelo kvalitetnih moštev. Vsekakor je tukaj stopa nekako verjetno nemški Berlin, je pa veliko še drugih danskih klubov in francoskih, ki dejansko so res kvalitetne ekipe, ampak za nas je to neka nagrada za dobro opravljeno delo lansko sezono. Ta pokal smo igrali že prejšnjo sezono in smo res naredili velik posel. Je pa res, da bo za to letos verjetno veliko težje, ker nas noben ne bo podcenjeval. Velenčani so v sezoni 21-22 prišli do četrtfinala tega tekmovanja. Letos si pred začetkom sezone na evropski sceni niso postavljali posebnih ciljev. Pa če sem pošten, mi smo še z glavami tam. Vsekakor se bo prej začelo že ligaško tekmovanje, tako da sedaj, pa če bomo šli tekmo po tekmo, počakali bomo ta žreb, da vidimo, kakšne nasprotnike bomo dobili. Ampak sami drugače vemo, da se zarečenega kruha največ poje, tako da kar dobimo. Mi bomo probali kazati svoje najboljše igre, napolniti dvorano, narediti spektakle in nekako spet pokazati, da rokomet v Sloveniji ni zaton. Rokometaši Gorenja bodo priprave na novo sezono začeli 27. julija. V prestopnem roku v igralskem kadru ni prišlo do večjih sprememb. Še 6. sezono zapored bo na klopi Gorenja trener Zoran Jovičič. Vemo, da sta šla 2 desna beka, se pravi Hebar in pa Grmšek. V bistvu to mesto smo zapolnili z našim mladim igralcem Tarikom Veličem, ki mislim, da je lanskratni posoj pokazal kvalitetne igre.
in mislim, da bo pač, smo se odločili, da dobi priložnost letos tudi v prvi ekipi, da pokaže dejansko iz česa je, tako da to je to, kar je sprememb glede ekipe, tako da v bistvu nekih večjih sprememb ni. Velenjčani so že vrsto let stalnica v vrhu slovenskega rokometa. Leta 2021 so osvojili svoj 4. naslov državnih prvakov, leto dni kasneje 3. v slovenskem pokalu. In kakšni bodo njihovi cilji v prihodnji sezoni? Bili so vedno enaki. Pač na začetku si začnemo z 0 točk, tako da jaz upam, da pač bomo čim dlje ostali v tem boju za naslov prvaka, to je vedno neka tiha želja. Ampak, kot sem že rekel, tudi drugo mesto je za nas uspeh, ampak vsekakor nek tihi cilj, bomo rekli, je vedno osvojiti ta naslov prvaka. Francoski napadalec Julien Lamy je že 6. okrepitev nogometnega kluba Celje za prihodnjo sezono. 185 cm visoki nogometaš je bil nazadnje član ciprskega prvoligaša Enozisa, predtem pa je igral še za domači Brest in francoskega nižje ligaša ter za angleške klube West Bromwich, Albion, Rotherham, Wembley in Grimsby Town. Lamy, ki ima kamerunske korenine, je s celjskim klubom pogodbo podpisal do 30. junija 2025. Slovenski podprvak, ki bo novo sezono začel čez dober teden dni z gostovanjem pri Aluminiju, se je v poletnem prestopnem roku okrepil še z Vidom Kodermanom, Brazilcem Edmilsonom, Hrvatom Karlom Špeljakom, Ukrajincem Artemom Bilijem in reprezentantom Burkine Faso Abdulom Bandagom. Zvečer in ponoči bodo predvsem na zahodu in severu spet krajevne nevihte, drugod bo še deloma jasno. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo postopno razširile nad vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 23 do 28, na jugovzhodu ter na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek bo na Primorskem precej jasno s šibko burjo, drugod bo delno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. V soboto bo sončno in vroče. To so bili dogodki dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Prijeten preostanek večera in nasvidenje.